Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z nami sta dva stalna komentatorja, Sebastijan Jeretič pa Mina Vidič, dobrodošla. Zdravo, živo. Zdaj, predno gremo na to, kar se dogaja v volilni kampanji, predlagam, da malo prediskutiramo imenovanje nove predsednice KPK, gospe Katarine Bervar Stanat. Zdaj, recimo za uvod na tako moji dve opaski, ne. Po mojem so tukaj dva problema. En problem je pač ta, da je Nataša Pirc Musar, predsednica Republike, imenovala svojo osebno prijateljico, to verjetno ni sporno, čeprav konflikt interesov najmanj. Čeprav zdaj še bi lahko bilo tukaj, bi lahko šlo še kakšne globje povezave, ne, ampak o tem bomo tekom oddaje debatirali. Po drugi strani pa je to del nekega naskoka, ne, teh nevladnikov na vladne funkcije, ki se zdaj dogajajo. Ne. Imeli smo Nežo Kogovšek Šalamun, ki je zdaj podpredsednica Ustavnega sodišča, zdaj na dan prihajajo ta financiranja, tudi Nike Kovač, očitno neke tuje korporacije, katerih denar prihaja celo iz nacizma in tako dalje, ne. In vse to je zdaj, bom rekel, nastala neka čudna mešanica, ampak tukaj očitno zdaj Nataša Pirc Musar ni popuščala, tole Katarino Bervar Stanat je nekam hotela postaviti, ne, najprej za varuhinjo za človekove pravice, tam ni šlo skozi, ker pač rabiš dvotretjinsko večino, pa menda so celo nekateri znotraj vladne koalicije bili proti. Kako gledaš ti, Sebastijan? Torej jaz najprej mislim, da je KPK najbolj brezvezna institucija, kar jih imamo. Da res ni popolnoma nobene dodane vrednosti. Prvo je to, ampak da... Ja, KPK se najprej ni sposobna boriti s korupcijo, ker ima i tam birokrate, ki najprej sploh ne vejo, kako poteka, recimo neko ozadje delovanja, ne zna niti preventivno kaj dosti delovati in tle se moram strinjati z Lukom Mescem, ki je včeraj na soočenju lepo predstavil to, torej ob vseh milijardah, ki letijo v nebo, ob korupciji v zdravstvu, ob tem, kar Mesec sicer ni povedal, ne, da imamo najbolj skorumpirano vlado, ki je kadarkoli vodila Slovenijo, ne, se KPK ukvarja in izreče globo Milanu Brglezu, zato ker je bil mentor pri magisteriju Luka Mesca. Torej, oprostite izrazu, to je navadno zajebavanje ljudi, kar se te institucije tiče. In razlog, da je ta institucija brezvezna, je torej eno je sistemsko, predvsem pa kadrovsko. Ravno zaradi tega, ker se tam imenuje ljudi, ki niso sposobni delovati na tem področju. Jaz mislim, da ne potrebujemo KPK-ja, ne potrebujemo niti skoka ali česarkoli drugega, ampak imamo na področju preventive Računsko sodišče, ki lahko nadgradi ta orodja digitalne transparentnosti. Imamo ERAR, imamo vrsto nekih drugih orodij, tukaj je še dosti perspektive in drugi korak, ki ga ima za narediti, je izobraževanje javnih uslužbencev pri izvajanju javnih naročil in tako naprej. In bi raje okrepil Računsko sodišče, ki pa je ena resna institucija. Kar se tiče pa pregona kriminala, je pa treba enostavno poštimati osnovno policijo, tožilstvo in pravosodje. In tam mislim, da tista bistvena institucija, ki bi pa naredila nek prelom, je pa notranja policija. Jaz mislim, da bi prioriteta morala biti boj proti pokvarjenim policajem, tožilcem in sodnikom znotraj sistema, zaradi tega, da bi lahko tista večina poštenih ljudi v vseh teh institucijah sistemsko opravljala svoje naloge. In pol bi imeli urejeno preventivo prek okrepljenega računskega sodišča in bi imeli boj proti dejanjem korupcije z normalno delujočo policijo, tožilstvom in sodstvom. In to imenovanje dejansko je samo še zadnji žebelj v krsti neke verodostojnosti te institucije, ker enostavno kakršnokoli izjavo, karkoli bo nova predsednica KPK počela, bo to seveda popolnoma neverodostojno, ker je ona bila v politiki praktično, ker to niso civilno-družbeni aktivisti, to so politični aktivisti in je bila v eni skrajni politiki, ki je tudi sama v bistvu napeljevala dejansko ljudi k kršitvam zakonodaje. Torej ona je z svojim pravnim znanjem napeljevala ljudi k kriminalu in zdaj bo taka oseba skrbela za integriteto in korupcijo, ne, tega enostavno ne vidim. Ampak, sam sekundo mi je, prej ko si rekel, da pač problem teh kadrov, teh ljudi in tako dalje. Imeli smo včasih recimo dva predsednika KPK-ja, Drago Kos pa Goran Klemenčič, ki so jo mediji v bistvu naredili kot neke ikone. Mediji, celo, da, režimski mediji, seveda, najprej se ne bom spuščal ne v enega, ne v drugega. Pri Klemenčiču enostavno
vse pade v vodo, če se spomnimo samo tistega njegovega pompoznega rušenja ene vlade in šefa opozicije hkrati, ko je rekel when numbers talk, bullshit walks, dejansko je prišel ven z enim dokumentom, ki je bil en slab clipping. Dejansko, ko sem šel prebrati tisto poročilo o Janši in Jankoviću, vse skupaj je bil en slab clipping in to je bil maksimalni domet človeka, ki so ga mediji povzdignili in je kasneje postal še minister in tako naprej. Skratka, od samega začetka je to institucija, ki je bila, če že, politično zlorabljena. Skratka, nobene resne, konkretne dodane vrednosti ni bilo in je tudi ne pričakujem. Tudi sami kadri, pa če so jih mediji tiste prve kadre lahko ustvarjali v neke junake, že dolgo tudi tega več ne morejo enostavno početi, ker so kadri toliko slabši, kot so bili še na začetku. Pa zanimivo, kako se je, bom rekel, obrnila ta kadrovska politika, recimo, da ko si bil pač bivši kriminalist, na pol neke vrste obveščevalec, tudi politični operativec, zdaj zadnja je pa nevladnica, Ja, sej, mislim, to je neka zanimiva pot je šla. V bistvu Drago Kos je pravzaprav oče te KPK komisije, iz teh naslovov tudi njegovih mednarodnih aktivnosti in podobno in verjetno tudi, bom rekel, tisto neko osnovno jedro KPK je tudi on postavil, bom rekel, v te službe in podobno. Pa medijsko mu je koristilo, ker je začel takrat hoditi, pa se kasneje poročil za Tjašo Sloko, tako. In iz tega časa verjetno se potem vleče tudi ta očitek potem o neki ideološki komisiji, ki se jo uporablja za diskreditacijo predvsem političnih nasprotnikov in konec koncev, če damo stran Goloba in postopke proti njemu, po čem se bojo ljudje najbolj spomnili. Potem po Zoranu Jankoviću pa istočasno Janezu Janši, kjer se je izkazalo, da je nekdo mogel jeti, drugi ne, in pa po teh fetah pršuta, Pivčeve. To je vse, kar je nekak tak rezultat javno odmevan in zdaj do tega Goloba. Vsaka kava. Ja, zdaj vidimo do tega Goloba, kjer se potem Golobov odvetnik poigrava z KPK-jem. In ne nazadnje, to, kar sta oba omenila, do aktivistke, ki je pa, jaz mislim, da najbolj škandalozno ime. Če so bili prej poslanci, lahko predsedniki KPK-ja, spomnim se Štefaneca, pa potem predtem omenili sta Draga Kosa kot kriminalista, tisto niti ni bilo sporno, pa prva spornost je bil ta Klemenčič, ki je potem kar naenkrat prešel v politiko in podobno, je pa tukaj zadeva precej bolj umazana in resna. Ne, zdaj, ker je prišel iz politike. In se potem vrnil. In se potem vrnil v politiko. Zakaj pravim, da je najbolj umazana? Jaz sem pustimo, seveda, bila je absolutna ulična aktivistka pod nekim lepim imenom, ki je pravzaprav v letih 2022 tisto vlado rušila. Ampak še vedno pa niso ostala odgovorjena vprašanja o njeni vlogi uvažanja ilegalnih migrantov v Slovenijo. Jaz sem v Sarajevu... To sem imel v mislih, ko sem rekel, da je spodbujanje kriminala. Ne vem, a si bil tih takrat z mano, sva bila skupaj v Sarajevu, ko je torej najin skupni znanec, prijatelj, ki prihaja iz teh krogov obveščevalnih, razlagal o aktivnostih slovenskih nevladnikov v kampu v Bihaću. Kako so hodili v Bihač, pravzaprav z navodili za ilegalne migrante, kako ne samo v Sloveniji se izogniti kakršnikolim postopkom, tudi na Hrvaškem. Pazite, slovenski aktivisti, in to je lahko škandal, če imajo to hrvaške službe o njej, lahko torej pride ven ta nek dokument in je to lahko škandal. Ona še vedno ni odgovorila na ta vprašanja. Jaz sem tudi dan zdaj javno zastavil, kakšna je bila njena vloga, ali je bila osebno vpletena v te nečednosti, ali so njeni aktivisti bili vpleteni, kar pa je dejstvo iz tega paketka, ki se ga omenja v povezavi s slovenskimi aktivisti, se omenja tudi paketek prevoznikov, ki pa so bili iz balkanskega podzemlja kriminalnega. Zdaj, prvo vprašanje, ki se meni zastavlja, ali so slovenski nevladniki sodelovali z balkanskimi kriminalnimi skupinami. To so vsa vprašanja, na katere niti predsednica, niti njena izbranka ni odgovorila. Kar se pa tiče samega imena, mene malo to spomne, se spomneta vidva, ti Sebastian se boš absolutno, tistega Javšovčevega Tufka,
Za vse možne položaje je bil sposoben, od Triglava, Petrola, ne vem kam ga je vse hotel inštalirati Javšovc, takrat kot generalni sekretar stranke. Ne. Na vrhu ključka je bil. Ja, na vrhu ključka, ena v ključku. Tle imamo pa žensko obliko Javšovca, torej predsednico Natašo Pirc-Musar, ki je tako dolgo iskala neko pozicijo za svojo prijateljico, da je zdaj očitno končno le našla. Ne. Ampak, mislim, ni to, kako bi rekel, kako recimo to gledati, ker smo, vsi vemo, da je njena prijateljica, lahko da se celo kaj več, imate kakšne druge razmerja, ampak ona kar obsedeno prvo priznanje je dala, potem je pa dobesedno iskala neko funkcijo, in tukaj je bo spravila in tukaj je če ni odvrnil tega. Dobena medijska kritika, bojete dobiti kakšno pripombo, prijateljsko. To ti samo kaže, da te ljudje res nimajo te državotvornosti v glavi. Ne? Ker predsednica, če je bila soočena s kritiko, ne samo enega dela, bodimo pošteni, tudi na levem političnem polju so bili zelo zadržani do kandidatke. Ja, pol ne greš izsiljevati, ne? Takega človeka vzameš v svoj kabinet. To je pa normalno. Tam oblikuješ ti tvojo ekipo ljudi, ki jim zaupaš. Tako je. Točno to. In zanimivo, najprej je poskušala dati na neko funkcijo, ki bi v bistvu dobila, ki bi nekdo drug tudi glasoval za njo. Ko to ni šlo skozi, je dala tja, ki je pač ona lahko imenovala. Že to je lahko bil znak, da enostavno to ni ime, ki bo združevalo, ampak bo ime, ki bo razdruževalo, bom rekel, in politične akterje in ljudi. No, pred časom, ko je probala spraviti na mesto varuhinje človekovih pravic, je pa nekdo malo opozoril, da mogoče ne ve, kaj s tem počne, zaradi tega, ker naj bi imela Katja Bervar Strnad celo predsedniške ambicije. Drugače je ime. Ni Katja, kako je že? Katarina, pardon. Torej, da naj bi imele predsedniške ambicije in da naj bi mesto varuhinje človekovih pravic bila samo en odskočna deska do tega, tako da bi si lahko ustvarila celo konkurenco za naslednje predsedniške volitve. Tako da malo mogoče tudi tlele vprašanje, koliko je smiselno jo bilo porivati na nek tak položaj. Se mogoče jo kličejo Katja, ne? Mogoče jo kličejo Katja, ja. Ampak je pa še ena stvar, tako recimo, ki se mi tu na nek način postavlja. Zdaj prišlo je do nekega kar velikega preoblikovanja te tričlanskega vodstva KPK. Kaj pa recimo zdaj ta imena, to da je recimo ta Katarina Strad-Bervar prišla tja, vemo tudi, da so neki mehni tam, bomo rekel, frakcijski spori med Musajevo in med Golobom. Kaj pa recimo to pomeni za status zdaj teh postopkov, ki se vodijo tam proti Golobu? Vse 2 ali 3, zdaj se že 3, naj bi se vodil. Vidva oba dobro veste. Malo so ga vse nekako obkrožili, se mi zdi. Vidva oba dobro veste, da dokler, torej te spori znotraj tega sistema, znotraj ideologije so dovoljeni, dokler ne škodijo sistemu in ideologiji. Tudi danes lahko vidimo. 2 leti pravzaprav zdaj je bil javno izražen ta spor med Golobom in Natašo Pirc-Musar, ampak za potrebe volitve je to treba spraviti pod preprogo. In to je vse. In to se bo še stopnjevalo bliže, ko bomo volitve. Ja, ampak hočem ta obramba pred morebitno škodo režimu. In tle imamo varuha ideologije, to je Milan Kučan, ki v nekem momentu zelo jasno upozori, škodujete sistemu, škodujete ideologiji, ampak sistemu, ne državnemu sistemu, njihovemu sistemu, in se morajo akterji umiriti. In tle ti daje zelo jasno kazalec, torej ti pokaže, da kako te ljudje res nimajo te državotvornosti v glavi. Ampak a veš iz tistega filma, daj človeku, oziroma tistega pregovora, daj človeku oblast, da boš videl, kakšen je. Oni so vsi na celi črti padli, od predsednice države do predsednika vlade, da ne govorimo o predsednici državnega zbora. Nikakršnih državotvornih bom rekel, meja si niso postavili, dokje lahko grejo in kaj je že preveč. Kako pa gledate zdaj recimo na te dogodke, zdaj predvolilne pri Logaju, pri Goršku, socialnih demokratih, zdaj hodi šumi, odhajajoči predsednik KPK, oziroma zdaj že ni več predsednik KPK. Mene je to zbodlo, ko sem videl na Twitterju prvo vabilo, mislim, da je na dogodku SD-ja. Tisto me kar malo zbodlo, se mi zdelo malo nenavadno. Jaz razumem, da bi se na kaki taki okrogli mizi, da bi se je udeležil recimo pol leta pred volitvami, leto pred volitvami. To je pol nek recimo dialog tudi z politiko. Ampak v tem primeru gre pa za
predvolilno kampanjsko aktivnost in ne glede na to, da mu v kratkem poteče mandat, kar je bilo izpostavljeno kot neko opravičilo za to njegovo udeležbo, mislim, da to je enostavno nesprejemljivo, ker taka oseba enostavno mora biti avtoriteta moralna, mora dajati res vsaj vtis, pa čeprav smo že padli ven iz tiste faze, da je bilo sploh kakšna kredibilnost v ljudi, ki so na takih položajih, ne, vsaj za nek vtis bi se morali truditi na taki vrsti dogodkov, kot so predvolilni, dejansko predvolilni kampanjski dogodki. Recimo, ampak zanimivo, berem Necenzurirano, ki to problematizira Šumija. Ni pa bil problem pred 4 leti, vsaj za Necenzurirano, ko je pa predsednik Računskega sodišča, to imaš vesel hodno, ker to je ista zgodba. Seveda. Nobene razlike. Igrajo na to pač, da ljudje to pozabljajo. Ampak kar je tle zanimivo, da prideš na neko okroglo mizo stranke SD, na kateri je tudi, bom rekel, Drago Kos. Tle spet kaže na to, kar sem prej upozoril. Znotraj ideologije so močni konflikti, treba jih je bilo na nek način ustaviti pred volitvami, hkrati pa se še nakazuje, recimo ta del, ki mu pripada, bom rekel, Drago Kos, ki ni, bodimo pošteni, naklonjen Golobovemu izboru, reizboru. Kljub temu, da je sestra evropska komisarka. Se pravi, nekako z nekimi subtilnimi potezami, ki pa potem udarijo ven, bom rekel, šumijom na strankarskem shodu, poskušajo vendarle pokazati, da imajo nekatere stranke na levici prioriteto pred Golobom. Se tudi Kučanov nastop na videu s Koprivcem, recimo, kaže poskus reševanja stranke, ki je dejansko na tem, da lahko celo izpade, če bi Golob malo potegnil polarizacijo. Tako da se precej trudijo pomagati. Čeprav Sebastiano, vsi smo si pogledali ta nastop, ali ni malo tako nekako... Popolnoma antireklama. Brez energije, brez vsega. Popolnoma antireklama, pa z unim ključkem, kako bi rekel, kaj so s temi ključki? Nimam blage veze v glavnem, absolutno antireklama, druga stvar, pa tudi pogumno strani Gorška SD-ja, da sploh naredi dogodek, kjer je asociacija SD korupcija, ker to v podzavesti ni boj proti korupciji, mi bomo uredili. Tako da je, bom rekel, pogumna ideja. Veš, kaj je to zanimivo? Pazi, Kučan se na enak način s temi ključki in ko postavitvijo, mislim, da je imel celo isti Jackie, pa tako dalje, vključil v to kampanjo okoli referenduma, okoli evtanazije. Tudi takrat se je fizično vključil, pa potem je zadeva zambla. Veš, kaj je bilo pri tej celi zgodbi, da bojo gledalci mačkan poznali, bom rekel, ozadja, najbolj zanimivo. Koprivc pač kandidira v nekje, kjer je, bom rekel, bodimo pošteni, vse, kar se Ljubljane tiče, večinsko muslimansko prebivalstvo. Bošnjaki, bom rekel, Sanđaklije in tako naprej. Zdaj, kako bo Koprivc lahko tem ljudem razložil, da je ta vlada bila 4 leta pravzaprav pod patronatom nekega Zorana Jankovića, ki je imel edine stike z Dodikom, ki pa jim razbija državo. Tako da enostavno videli se je že pri Koprivcu, palačinke niso prijele. Zdaj Milan Kučan, sem prepričan, tudi ne bo prijel. Kaj sledi, jaz ne vem, ali bo poskušal z temle, kaj je že, muftijem prideti v Fužine, ne vem, ampak dejstvo je, da je vse tisto, torej ta politika, ki so jo izvali in pri čemer je bila SD še kako tiho, še kako tiho v 4 letih, in bo zdaj izstavila račun. Ne samo tiho, spomnite se primera SD-jevega, jaz temu rečem SD-jevega dilerja Kontiča, ki je v Sarajevu padel zaradi droge in bil čudežno zelo hiter tudi nekako izpuščen. In jaz se spomnim, takrat sem neke sodelavce Katičeve klical, kaj to pomeni, koliko je bila vpletena država, ker sem dobil namig iz Sarajeva, da je bila vpletena država v reševanje Kontiča, so vsi mi začeli, to je bilo še pri Dominiki, Skratka, hočem ti reči, 4 leta delovanja proti, bom rekel, interesom, da rečem tako, teh prebivalcev Fužin in tam okoli,
zdaj bi to radi z Milanom Kučanom in z palačinkami obrnili. In pazi, to je populacija, to, kar izpostavlja Miran, ne? To je populacija, ki je informirana, ki je politično živa, ki take zadeve govori o teh stvareh. Ne? To ni populacija, ki bi iz službe prišla gledati samo telenovele, ampak to so teme, ki se te diaspore zelo močno dotaknejo. Ampak sam bom zdaj dva podvprašanja, imam eno okoli teh palačink, da bomo razumeli. Ne? V čem je bil problem? Mislim, zakaj palačinke niso uspele? Ja, zato, ker si poglej video, koliko ljudi je prišlo tam. Aha, on je pekel palačinke? Ja, on je pekel tam palačinke, nek petek tam, glede na to, da je še neki starih članov SD-ja, poznam, Sebastian bi to znal do številke verjetno natančno povedati, so bili tam neki stari člani SD-ja, ne? Ni pa bilo teh... Zakaj pa je pekel palačinke? To je običajno, to je iz kampanje v kampanjo. Ja, to je že običajno. Ne vem, zakaj, božje, da bi pač Buvek imel, ne? To že 30 let, te so najbolj enostavni, oziroma verjetno so eni in isti, ki iz kampanje v kampanjo pridejo z infrastrukturo, no to je bolj na lokalnih volitvah mogoče deluje po Sloveniji. Mislim, ni logike, no, zakaj Golob Slovencem siljuje Buvek, ne? Kupujoč po Božinah peče palačinke, no. Ta druga stvar pa, če se te prav razumel, je država, se pa ministrstvo za pravosodje pod Dominiko Švarc-Pipan reševalo Kontiča. Jaz direktnih dokazov še nimam, ampak prej ali slej bo ta zgodba ugledala luč sveta, ker se mi dobri poznavalci v Sarajevu nasmihajo, ne dajo pa nič od sebe, bom rekel. Po mojih informacijah je bila takrat SD stranka zelo vključena v reševanje Kontiča, formalno se je to potem speljalo z plačilom. Bosanci imajo en tak zanimiv sistem, da če si obsojen pod toliko in toliko, lahko odplačaš in greš ven. Ampak hočem ti reči, da vendarle to je njihov član, to je dealer bil. On je padel z 2 kilami droge v Sarajevu. In jaz seveda verjamem, ker je to ime, ki je v tem ideološkem okvirju pomembno, torej sin pokojnega, zelo vplivnega SD-jevca Kontiča, župana, poslanca, da se je to šlo. In tudi na bosanski strani so neka imena znana, ki bi bila lahko vključena v to in imajo predvsem dobre odnose s Tanjo Fajon. Zanimivo. Mislim, sliši se kot nadaljevanka na Netflixu, skoraj tole. Ja. Čas bom pokazal. Upam, da boš pač... Jaz absolutno bom to zgodbo spremljal naprej. Dobro, potem predlagam, da gremo na volilno kampanjo. Zdaj včeraj smo gledali pač to uvodno soočenje na TV Slovenija, na prvem programu. Ni bilo najbolj gledano, me da okoli 80,000 gledalcev, ampak to bomo tudi lahko malo poanalizirali, zakaj takšna nizka gledanost, oziroma zakaj verjetno takšna nizka gledanost. Ampak tako dve stvari, bi rekel za uvod, Na eni strani smo imeli bojkot, ki sta ga upozorila Janez Janša pa Jernej Vrtovec, se pravi SDS-a pa NSI-ja ni bilo tam. Na drugi strani, tako pač, ker je za gledalce nastal nek šokantni vtis, ker sem z veliko ljudmi danes govoril in so prišli do istih zaključkov, je bil pa namrgodeni predsednik vlade, ki je nekaj jesno odgovarjal, bil aroganten, hkrati pa boščal in gledal v tla. Mislim, dosti nenavadna poza, Politiki so morali biti nasmejani in podobno, Kaj se je pravzaprav? Mislim, to je treba Kadiča malo vprašati, glede tega, ali je to mogoče kak nov trend, ne vem, ali pa neko novo ugotovitev, da kako deluje taka poza, ker mi je res delovalo zelo nenavadno. Jaz ne vem, ali je kdorkoli to svetoval, skoraj da ne bi verjel. Ker bi mogoče res neka inovativna ugotovitev, kako možgani reagirajo na tako pozo, ampak nisem slišal še nikoli zakaj takega. Ti si neokirurg. Ampak se pravim, nisem na tekočem, mogoče s kakimi zadnjimi ugotovitvami, ampak kar se tiče vseh tradicionalnih ugotovitev glede govorice telesa, je bilo to porazno. Sej potem, ko pa je govoril, pa je pokazal neko energijo in pol se je spet dal v pozo, kot da se je izklopil, ne vem, kot da je deloval, kot da mu je odveč sploh biti tam, kaj mu je tega treba. Vse je dovolj, da si pogledajo njegove kratke videe, v katerem pove, kako fantastični rezultati prihajajo, da mu sploh ni jasno, kako ljudje tega še ne razumejo, da mogoče pa bojo na volilni dan. Mislim, to bizarna je njegova arogantnost, če je bizarna. Pomankanje energije Kučana in popolnoma brezvezen video za SD je po drugi strani pa bizarna ta aroganca, ki jo kaže, kot je bila pred časom, kako je jim dal vetra na odgovarjanju na poslansko vprašanja in podobno. Boga jim je pokazal. Tako, mislim, je pa tudi tisto popolnoma bizarno. No, pa zakaj potem taka razlika med temi videi, ki jim praviš, in tem nastopom včeraj?
Se to je vprašanje, kot da je dejansko bil kot užaljen otrok iz vrtca, ki mora stati ali pa odgovarjati, pa ni pa zraven kolega, ki bi mu kaj, da bi ga malo, mu dvignil energijo. Ne? Kot da mu je bilo odveč, da mora biti tam z ljudmi, ki jih verjetno on dojema kot drugo ligo. No, on verjetno se dojema kot edini sparring partner, s katerim bi še lahko deloval, bi bilo 1-1 z Janšo in v večini držav bi tudi soočenja bila v glavnem 1-1, ne pa v 6 oziroma v ponedeljek, ko jih bo 8. Ne glede na to, kakšen sistem volilni imamo, realno na koncu se vprašanje zvede samo na to, ali bo še eno vlado vodil Robert Golob, ali bo naslednjo vlado ponovno vodil Janez Janša. Tretje variante so tako znanstveno fantastične, da je dejansko brez veze sploh razmišljati o njih. No. Ampak to pomeni, da je obstaja možnost, da ga je zazilo to, da ni bilo Janša tam, on pa tam mogel stati kako? Možno, ali pa užaljenost, ali pa enostavno je takšen emotivc, ne vem, res težko rečem. Ne. V vsakem primeru mislim, da nobenega strateškega razloga za tako pozo ni moglo biti. Dejan Velčič bo tega niso dovolj. Ne verjamem. Prvo, kar bi samo tle, ne bova stavila s Sebastianom, ampak vendarle tle bi popravil. Jaz mislim, da v nobenem primeru več Robert Golob ne bo vodil vlade. Tudi iz leve strani prihajajo zelo jasni namigi, da, ker potreboval pa bo koalicijske partnerje, da on ni več, dobro, za Luka Mesca še vedno je, za Hana, ne vemo, verjetno tudi, ne, ampak to je še vedno premalo. Ne. Tako da jaz sem prepričan, da Robert Golob tudi ob kakršnikoli sestavljanki ne bo več vodil slovenske vlade, da njemu se čas izteka in mogoče je pa to zdaj zavedanje, ne, ta figura, ki jo je včeraj predstavil, pozabljata pa še neki. Pa se on ni bil nikoli odločen samozavesten človek. Ne. Spomnite se 22, saj so ga umaknili zavestno, ker je bil dejansko strah te, bom rekel, ideologije oziroma tvorcev omrežja, ne, da se jim bo sred tega, kaj že soočanja sesul. In so ga posedli takrat s covidom na spomnite se, ne, na tisto zofo tam nekje, boh ve kje. Ja, in je izpadel kot nek, bom rekel, supervisor nekega soočenja. Zdaj mora pa v soočenje. In to, kar ti praviš, ne, da je bil mogoče užaljen, ker ni bilo Janše pa Vrtovca. On je imel srečo, da ni bilo teh izvrstnih retorikov. Ne glede na to, da je bil v prijateljskem okolju, s prijateljsko, kaj prijateljsko? Počas se mi dozdeva, da je Tanja Gobec članica te stranke Gibanja Svoboda. Ne? Skratka, nič od nič. Človek, ki bi mogel dominirati včeraj, je bil globoko v senci recimo enega Logarja. Ne? Tako da jaz ne vem, kaj njega... Veš, mi njega sploh še nismo na soočenju. Ne, si to ti govorim, da on nikoli ni imel soočenja in zato ti pravim, ne, zanj je zelo, sprašuješ za te kratke videe. Ja, pa seveda, si takrat ga prepravijo, ga našponajo, pove tistih 20 sekund nekaj. In očitno je še tisto najboljši material, ki ga lahko vlečejo ven. Ne? To je približno tako, kot Zoran Stevanović, dajmo biti tam nekje. Ne? Zoran Stevanović ima teh kratkih videov, Zoran Stevanović ima za razliko od Goloba fantastične kratke videe. Zadeva v točko. Ne? Tukaj vidimo pri Golobu gre vse bolj v to hranjenje lastnega ega. Ja, pa tako malo se vidi na silo je vse. Ja, ampak treba je pa priti na soočenje, pa tam 1 uro ali koliko, 2 uri ali 1 uro pa pol stati, biti zbran, odgovarjati. Poslušati vse druge. Ja, a veš, to ni mačji kašelj. Ne? In tle vidimo, da je Golob zelo ranljiv. Ne? No, jaz mislim, da bo zelo zanimivo videti ponedeljkovo soočenje na Pop TV-ju, kjer bodo vsi, torej bo 8, in mogoče malo primerjati, pa videti. Eno je bo, kar se tiče same dinamike, predvsem pa me zanima, kako bo z gledanostjo, no? Ker ta včeraj je bila očitno, lahko rečemo, porazna za uvodno soočenje na tako pomembnih volitvah in mislim, da razen tistih, ki že tako ali tako spremljamo politiko in smo bolj ali manj opredeljeni,
je mogoče peščica tiste publike sploh še v neki dilemi med 2, mogoče 3 maksimalno izbirami, ampak v jasnem delčku političnega prostora. Ne. Tako da včeraj nekih premikov ne verjamem, da je prišlo in zaradi tega se mi zdi, da je bilo pa simbolno pomemben ta bojkot, ker je dal pa velikemu delu javnosti jasno vedeti, da TV Slovenija enostavno nima več popolnoma nobene kredibilnosti in da to ni več medij. Ne, še najmanj pa javni medij, ki ga vsi davkoplačevalci plačujemo. Jaz mislim, da bi te dve voditeljici, pač na začetku, na čelu Stanja Gobec, ko sta povedali, da pač SDS in NSI bojkotirata, jaz mislim, da bi oni dve mogli povedati, zakaj oni pa ne morejo razumem, ampak načeloma bi ga mogli povedati, zakaj bojkotirajo. Če pač govorite o tej torej za javni medije bi bilo to nujno potrebno. In sodeč po teh številkah, očitno zdaj tukaj Janša in Vrtovec nista veliko izgubila, ne? Ne, jaz mislim ravno, da so pridobili v zavedanju tiste javnosti, ki sploh itak spremlja TV Slovenijo, da je to partijska televizija in da enostavno nima nobene kredibilnosti. Jaz ugotavljam tudi po vsej Sloveniji, ko hodim, ljudje danes spremljajo politiko popolnoma drugače, prek tega, torej prek podcastov, ne samo torej prek vrste podcastov, ki se zdaj dotikajo politike, če že prek družbenih omrežij v tistih majhnih koščkih, ki jim politika nekako prileti, zagotovo pa razen peščice, torej jaz sem nekoč bil prepričan sicer, da vsaj 100,000 ljudi spremlja politiko, zdaj očitno niti 100,000 ni več tiste publike, ki bi bila nekako, da mi reči, politično toliko angažirana, da bi si pogledala eno tako oddajo, kot je bila včerajšnja. Zdaj ti poznavalci javnega mnenja pa komunikacij me prepričujejo, da se zdaj te neopredeljene volivce lovi predvsem po spletu, kot pač podcasti. Po spletu in bistveno po terenu. Torej dogajanje po terenu, zdaj pa ne samo na dogodkih, ko politiki pridejo. Zdaj Janša polni dvorane, Nova Slovenija polni dvorane. Skratka, ne samo tista konkretna publika, ko pride, ampak tista publika gre potem in naslednje dneve govori o teh dogodkih naprej. Torej širi informacije, najprej širi vtise z teh dogodkov, širi konkretne stavke, opredelitve, napovedi in tako naprej. In jaz sem že pred pol leta rekel, da mislim, da bo glavni način, da se premaga ta režim, ki pa bo vložil milijone v neko propagando, da bo glavni način, da tisti ljudje, ki spremljajo politiko, ki so doživeli škodo te vlade, izkoristijo vsako priložnost za pogovor z ne samo prijatelji, sosedi, svojci, ampak s komerkoli, ki ga srečajo. In je čas, da postane tudi politična skupnost spolitizirana, tako rečem. Demokracija ne more temeljiti na temu, da velik del ljudi si enostavno pogleda zadnje soočenje, zadnjo anketo in praktično kot da vrže kovanc v zrak, da vidi, kaj bo padlo. Ljudje se morajo pogovarjati o tem. Če pa jaz razumem, hkrati potem s temi soočenjami gledamo tudi na nek način umiranje RTV-ja, ne? Takšnega, kot je zdaj. Takšnega, kot je, absolutno. Izvoli, Lej, Sebastian je tle zelo dober torej dal te poudarke, kako se je na nek način še od leta 2022 vse skupaj spremenilo. En cel kup alternativnih medijev, kjer se pravzaprav dosti bolj argumentirano in neobremenjeno govori ne samo o opoziciji, ampak tudi o vladi, terensko delo. Jaz sem bil včeraj na eni priložnosti v Beli krajini in moram reči, da vidim, da to terensko delo je, mislim, da strankam, tem tradicionalnim strankam bo očitno dalo rezultate. Ti si omenil SDS in Novo Slovenijo in tle pravzaprav po momentu mi je prišla misel, se vidi, kako je recimo SD zavozil to svojo bazo. Praktično nimajo več dogodkov s polnimi dvoranami, če sploh imajo kakšne dogodke še. Tako da to so nove stranke, to nimajo baze, razumeš. Tle recimo je ta brand SD-ja, se vidi, kako je v teh zadnjih 10 letih, odkar so se odločili pod Židanom recimo naprej nekako, da bojo privesek, vedno nekim strankam, kako je uničil tudi to svojo bazo, ker ne morejo danes več napolniti, ne vem, pridati iz kraja v kraj, pa napolniti
Še gužve okrog stojnice ne more Ja, narediti. Ne? teh dvoran. Tako da enostavno se je res to se je nekako premaknilo iz teh tradicionalnih medijev v to alternativo in pa to delo na terenu. Edino, kar še po moje vleče, so te radijske postaje v teh tradicionalnih medijev. Ne. Tam bi recimo znali še se dal pridobivati glasov. Zanimiva je ta zgodba s tem soočenjem, kot pa še Janša in Goloba, ne, da če zdaj pač to zdaj je najbolj logično, najbolj pomembno. Ne. Zdaj, N1 je, ne, očitno planiral neko soočenje in zgodil se tako, da pač Pogovor z Golobom zdaj. Da konc iz tega izpadel intervju z Golobom. Ja. In zdaj gledam pač danes neko napoved, jutri bomo objavili soočenje Janša in Golobe brez Janša. Ampak je zdaj to potem neka strategija, ali kaj, da se nikamor ne gre soočiti? Ne, jaz mislim, da enostavno bosta in Janša in Vrtovec presodila, kam je smiselno vlagati svoj čas. Ne? Jaz sem z Obale. Torej, prejšnji teden je Janša napolnil gledališče Koper, včeraj je napolnil v Marini Portorož dogodek, kjer je bilo 3-krat več ljudi, kot je bil drugi najboljši dogodek, ko je recimo prišel Janković na obisk v neko, izbrano druščino podjetnikov, nekih družbenih ustvarjalcev dol na Obali. V kakšnih številkah to govorimo? To govorimo recimo v gledališče, težko rečem zdaj, nekaj 100 in včeraj skoraj 100 na tem dogodku. Ampak še enkrat, to so ljudje, ki bodo potem dneve in dneve govorili o tem. To so ljudje, ki imajo pod sabo neko mrežo ljudi, ki jim zaupajo v njihovo politično presojo. In to so izjemno angažirani ljudje. To ne gre za strankarske zgodbe. Ne, to ne gre za strankarske. Torej, v gledališču je bila v glavnem strankarska. V Marini govorimo. V Marini pa ni sploh strankarski dogodek. Skratka, vidi se, da pametno vlagajo svoj čas na terensko delo, to pa najbolj vidimo, ker je kombinacija terenskega in digitalnega in lahko spremljamo po vseh družbenih omrežjih, kaj se dogaja potem na teh dogodkih. In enako velja za trojček Nova Slovenija Fokus SLS, ki čujem, da polnijo dvorane tudi za tisto staro publiko SLS-a, ki se je ponovno zbudila. Torej, tista populacija, ki je bila, ali je zaspala, ali je celo nasedala novim obrazom, se je zdaj končno aktivirala za te volitve in predvsem v vzhodni Sloveniji, torej velik del prostora napolni tista struktura. Skratka, je tudi izjemen čustven angažma, energija tih ljudi, ki so tako globoko razočarani z Golobom, da ne razumem, kje bi lahko sploh še njegova milijonska propaganda enostavno delovala. Ker tudi ljudje, ki potem recimo, da o ničemer kaj dosti ne razmišljajo, pa vidijo na eni strani recimo Golobovo propagando, če bo sploh prišla do njih, se v naslednjem koraku vseglih pogovorijo z nekom. In so torej deležni na eni strani njegovega videa, ki pravi, da prihajajo fantastični rezultati o stanju v Sloveniji. Včeraj je bila najbolj bizarna njegova izjava, desnica ne razume gospodarstva, mislim, to je nekaj najbolj smešnega, kar je bilo izrečenega. Recimo včeraj, ampak vsi te ljudje se bodo potem pogovorili z nekom, ali bodo šli k frizerju, ki jim bo razložil, kakšna je situacija, ali se bodo srečali s kakšnim kmetom, ki bo povedal, kakšen je bil odnos te vlade do njih. Ali pa seveda z zdravniki in to ne tistimi, ki očitno samo v srečanju z predsednikom Golobom, ki je včeraj rekel, da imajo skoraj da solzne oči, ker za toliko opreme nove jim nabavili. Ne, mislim, da imajo solzne oči zaradi česa drugega, večina zdravstvenih delavcev. Ne. Skratka, imamo izjemno angažirane strukture in bo res zanimivo v naslednjih 2-3 tednih, torej do samega finiša spremljati, kako in kje se lahko ta propaganda svobode plačana sploh prime, če se lahko res sploh prime. To mi je res nenavadno, recimo, da Golob toliko igra v teh videih na zdravstvo. Ona zlaga, da je rešil problem zdravstva, da je rešil problem čakalnih vrst, da je pač ni več, ljudje pa hkrati fizično čakajo v vrsti. Mislim, zdaj to ni... Lahko to verjamejo ljudje, ki nimajo nobenih zdravstvenih težav in pol mislijo, oni lažejo, ta pravi, da je v redu, oni tako, tisti, zdaj pa ne vem, koliko je takih,
ki sami vsak nimajo skoja, in vsak ima nimajo neko izkustvo, nobenega ne. svojca. Ja, Ne? ja. Ja, če nimaš ti, imaš pa svojca ali pa sosed ali pa nekdo zagotovo. Ne? No, ampak recimo, da ne bomo samo v golobu, kar se soočenja Ne, tiče. se misli, če jaz malo prej, ja, okej, ja. Ampak hočem reči pa, recimo, tisto pričakovanje, vsaj z moje strani, ki sta bila Logar in Prebilič. Ne. Dva, ki bi potencialno lahko najbolje izkoristila to včerajšnjo soočenje, glede na to, da dveh akterjev, ki sta retorično močna, ni bilo, so jim ustali, Luka Mesec, ki je retorično se naredil, Kordiš, ki je sicer populističen, pa je njegova tarča bi vsaj morala biti Luka Mesec, torej bi mogel biti Luka Mesec, pa tega ni. Po moji oceni, Na koncu si funkcije ponujajo. Kordiš tega ni izkoristil. Prebilič, vidim neke odzive, da je bil slabši, ne? Zdaj nekaterim celo očitajo, da je spremenil svojo prvotno odločitev, da z Golobom ne gre, pa mislim, da ne. Ni pa je poudaril. Ampak je pol v Popu zvečer poudaril jasno, torej je rekel, da ne bo več tam ni rekel tega. Da ne bo več govoril o imenih, ampak navedel je 3 točno točke, ki izključujejo Goloba, ne, če smo zelo iskreni. Logar je pa tle prišel loviti glasove in jih tudi ujel neki, po mojem. Jaz mislim, da če je kdo kaj izkoristil, je on nekaj. Ne? Jaz mislim, da to še ni dokončno, lahko, ampak je, dajmo reči, vsaj malo bolj zagrabil pod nek potencial. Ampak bil je blazno skoncentriran, blazno fokusiran, blazno ciljen. Tudi pri vprašanju, recimo Roberta Goloba o Zlatem padalu, si videl, v kakšno stisko je spravil Goloba. Izkušen pa je. Človeku je praktično skoraj zmanjkalo glasu, od strahu. Tako da Logar je včeraj izkoristil to neko svojo priložnost. Vsaj po vtisu, čeprav vsebine mogoče še ni bilo dovolj. No? Ampak zagotovo je, če je kdo včeraj naredil nek plus v, dajmo reči, potencialni publiki. Ampak Sebastian, se to je bistvo. Se bo videl, da ima to neko kilometrino. Ampak Sebastian, in tudi zdaj v pravi energiji zadnji mesec. On je bil pred 2-3 meseci, bom rekel, na podobne energiji, kot je Prebilič, recimo. Tista prelomna točka je bilo tisto poslansko vprašanje Golobu glede korupcije po tistih tarčah. Mislim, da je tam ponovno, dajmo reči, zaživel tisto energijo, s katero se je proslavil v preiskovalni komisiji. Kordiš pa ne. Kordiš pa praktično ni izkoristil tistega. Kordiš je recimo potencial, jaz vam povem, Kordiš je svojo to populistično skrajno politiko potencial, da bi recimo razpolovil Luko Meseca, ampak očitno zdaj, ali so kakšni dogovori v ozadju, da se po volitvah spet sestanejo, ali pa je enostavno to, ne vem, ni izkoristil. Vajno mnenje, recimo, vem, da je Prebilič veliko stavil ta soočenja, ki ga bodo potegnila, kot tista zadnja soočenja v predvolilni kampanji za predsednika republike. Kaj se je zgodilo pri njemu? Človek zdaj ima nek čin smel včeraj občutek, da želi, da njegova stranka bi ostala tik pod pragom in da da bi lahko on ostal poslanec. Ali pa da vse on ne bi bil izvoljen, če že stranka pride v parlament. Veš kaj, Prebiliču se je to zgodilo, kar pravzaprav noben Mislim, pod svojim nivojem je, tako bom rekel. Kar noben novi obraz na levici niti v nočni mori si ne zaželi. To je, da ostane brez licence, tako imenujem, kdo se je to spomnil, Aljuš ali kdo, tiste Kučanove licence. Ustal je pravzaprav brez medijske podpore in more kopati. In kopljajo, fantje kopljajo na polno in seveda, zdaj očitno so nekje na tisti meji pod ali nad 4%. Po mojih informacijah se na njih pripravlja nov napad, strani Levice in Vesne, če bo ocenjeno, da ne morejo priti v parlament. Na Prebiliča. Na Prebiliča in na stranko Prerod. Tako da oni so, če so nov obraz, so prvič nov obraz, ki more trdo delati. Da si, bom rekel, da doseže tistih 4%, ker vedno je bila ta avtocesta. Zdaj, jaz mislim, da je to. To je njegov domet. Zdaj smo ugotovili, jaz bi tako rekel, dolga leta, tudi jaz sem bil dolga leta med tistimi, ki sem imel malo večja upanja v njega, oziroma sem ga videl kot dosti večji potencial, kot se je na koncu izkazalo, da je. Pa še nekaj zdaj postaja očitno, zdaj mogoče se jaz motim, ampak bo zdaj Luka Mesec prvi obraz Levice na tej kampanji televizijski in da Asta Vrečko sploh več ne bomo videli? Jaz mislim, da je to nujno in mislim, da je tudi to zagotovilo
za njihovo ohranitev v parlamentu. Ne. Torej, tudi Levica je bila pred 2 meseci mogoče že praktično skoraj da na odpisu. Ja. Jaz mislim, da je mesec se naredil v zrelega politika in da če bodo znali igrati samo na njega, jih lahko ohrani v parlamentu. Ne samo to, mislim, da ima celo potencial, da preskoči SD, ki pa nima več nekih resnih kapacitet. No, ima pa tudi Luka Mesec še velik meč nad sabo in to je ta Fotopap in Smodej. Ne? To je pa veliko vprašanje, ali bo do tega če ti govoriš retorično, se strinjam s tabo, ali pa bo zgodba Smodej in Fotopap njega povlekla v lukno, črno lukno, iz katere ni povratka, še do volitev, je pa pravzaprav ta moment enigma. Mislim, nerodno Zastavo Večko, ki ima res veliko teh oblek in tako dalje, ne? Ni mogo ga zdaj kazati na te soočenje. Ampak greš kaj, narod je ratu, torej njihovi volilci, sej njihov volilec je klasično volilec, ki si vsega tega zahodnega, teh kapitalističnih produktov želi. Ne? Sej vidimo, ne vem, Zoran Janković se dere na izrožnika, ne, da kapitalizem propada, potem mu pa šefinja kabineta prenese 2 iPhone telefona. Nika Kovač enako, je nule, mislim, a veš, zdaj to ni moteče. Ne, lahko si omenil, prvič, še danes spomnim, prvič, ko sem videl iPhone, ki mi ga je Vuk Čosić, ko ga je pokazal, ker je dobil pred vsemi, predtem je prišel na trg in smo se igrali z oni in smo bili vsi fascinirani. Veliki socialist. Tako je. Kaj pa ta zgodba? No, se gremo počasi proti koncu, recimo ta Janševa ponudba Golobu za ta soočanja na terenu. To bi bila neka izjemna novost. In mislim, da bi to zagotovo pritegnilo polno pozornost slovenske javnosti in bi bil neke nove vrste spektakel. In kot sem prej rekel, lahko imamo mi proporcionalni sistem in govorimo o tem, da obstaja izbira in tako naprej, ampak jaz mislim, da na koncu je jasno, da volilna izbira je med njima dvema v prihodnje. Prav nenavadno bi bilo, da se zgodi neka parlamentarna konstelacija, ki bi prinesla nekaj tretjega. In zaradi tega ne vidim nobenih zadržkov, da bi se širši javnosti predstavilo ravno ta duel kot bistveno vprašanje izbire 22. marca. Ampak vseeno pa ta zdaj, pač tam je Janša dal da vsak pripelje 2 novinarja, s tem, da Golob nekaj lahko pripelje tudi z Gago. Ne vem, koga je pa Janša v mislih, ne? Ampak je pa ta stvar manj kontrolirana, ne? Kot ta soočena. Ne? Tam je težje dobiti tega vprašanja in podobno. Oziroma pa še nemogoče. Ne? Seveda, in tudi imaš, veš, da boš imel 2 novinarja na eni, pa 2 na drugi, ki bosta drezala dalje, ki ne bosta pustila puhlic ali pa laži kar tako. Ne? Tako da, in še, mislim, da je en pomemben element tiste njegove ponudbe, pa naj traje kolikor hoče, 3-4 ure, če je treba, in publika bo imela možnost. In tudi digitalno lahko publika odkudarkoli, recimo, lahko še sprašuje. Skratka, iz tega se da narediti en res velik prelomni spektakel za slovensko politiko. Veš kaj, če je Janša kaj dojel kot izkušen politik, je dojel to, da je Goloba treba drezati v ego, ne? To njegovo narcisoidnost. Ne? Ker je tle padajo še tako veliki narcisi, kot je Golob. Ne? In to je recimo ena od takih... Za narcisa mora biti to izziv, ne? Ni nujno. Ne? Veš, niso vsi narcisi samozavestni in odločni ljudje. Ne? Mi smo pri Golobu lahko ugotovili, da je lahko samozavesten in odločen takrat, ko ga 1 uro prej pripravijo, ne, in ga potem dajo za 30 sekund v javnost. Ja, Zanče Kalič dobro ugotovil, da je načeloma se vidi, kada je pripravljen, kada je neki ve, kaj ga bodo vprašali, začne dobro, pa ko pride neko podvprašanje, pa kam se zgodba odpelje, pa naenkrat postane popolnoma izgubljen ali arogant, ali še posebej aroganten. In se začne samo uvajati v teh zgodbah. Njegova samozavest, torej lažna, tipe brez samozavesti, se kaže na primeru njegove žene Tine Gaber, ne, ki lahko pravzaprav z državo počne, kar želi. Ni točke, ki bi Golob rekel, halo, dosti je. Ne. Nisi Imelda Marcos, ne. Nisi Elena Čaušesko. Ne. Škoduješ meni, škoduješ levemu političnemu polu. Zaveda. Ja. Dobro, Miran, kandidatka za poslanko ni, ne? Recimo, ne? Očitno tam je prišlo do neke točke. Ampak to jaz dvomim, da je Golobova odločitev. Nekdo je, ampak tle so više sile v zadju. Ne? Ampak enostavno, a veš, ta ženska pravzaprav temu gibanju Svoboda in Golobov ni prinesla nič dobrega. Nič dobrega. Pa je ni znal ustaviti. Pa verjetno je videl, da ne prinaša nič dobrega.
Zdaj, ali mu je čisto vseeno za to, ne, ker se zaveda, da to je to, gremo novim izzivom naproti, ne, ali pa dejansko se ne upa. Pa še ena stvar se mi zdi tako pomembna, no, pa teh zgodbah, v teh soočanj. Žiga Turko je tako, bom rekel, dosti dobro opisal v enem stavku, da je problem se soočati z Golobom, ker njegova beseda nič ne velja. Ker lahko reče karkoli, lahko se zlaže iz minute, ampak sekunde to je pa stvar voditeljev, ne, ki bi bili pripravljeni in pa ne ideološko tako korektni, ne, da bi enostavno vrtali z njim pod vprašanji. Ta Gobec ne bomo pričakovali. Komercialna televizija v situaciji politični, kot je, bi znala biti bolj pragmatična. In bi lahko imela tudi, bom rekel, tekoča preverjanja dejstev. Z vsemi arhivi, z vsem, kar obstaja, bi lahko v istem momentu ali ob prvi reklami to naredili. Pa se spomniš, enkrat so bila celo to odziv javnosti, ne? Se spomniš takrat nekaj, mislim, da je pokopal, nekoga je pokopal, to sem pa zdaj pozabil pogledati. Možno. Jaz bi bil za to varianto, ker Sebastian prav, saj danes dobiš podatke v 10 sekundah, ne, da pravzaprav, kot se reče, online dajejo takojšnje podatke o tem, ali drži neka trditev ali neka trditev ne drži, oziroma ga spraviš na... Tam nismo končali. Skratka, češki lastniki bodo verjetno zelo natančno opazovali, kaj se dogaja. Jaz mislim, da oni zdaj zelo natančno spremljajo predvolilne napovedi, ker vendarle so odvisni od politike. Dobro, še zadnje vprašanje, kam bodo zdaj recimo naslednjih dneh šle te ankete javnega mnenja? To je pa zdaj veliko vprašanje, ali se bodo že začele približevati neke realnosti, ker zdaj tako, javnosti v medijih niso predstavljane ankete, ki se delajo na manjših območjih, za posamezen volilni okraj ali za neko regijo. To so ankete, ki ob enakem vzorcu so seveda dosti bolj kredibilne. In večina teh anket kaže popoln polom Golobu in Svobodi. In precej večji preobrat, kot ga kažejo že te nacionalne ankete. In jaz mislim, da se bo k temu začelo približevati, ali pa bomo enostavno ugotovili, da stara metodologija je postala popolnoma irelevantna in bo dobila tisto težo, ki jo lahko ima, torej kot neka stranska informacija. Mi zdaj tudi dejansko prehajamo v neko drugačno obdobje političnega odločanja, ker mislim, da se res veliko ljudi dokončno odloča zadnje dneve. Obstaja neka analiza iz prejšnjih volitev, da se je, kar se mlade generacije tiče, 25% odločilo v soboto in nedeljo. Skratka, v samem finišu, večina pa vsaj zadnji teden. Tako da mislim, da vse do zadnjega tedna bomo mogoče lahko spremljali kakšne trende, lahko se bodo tudi pol preobrnili nazaj. Mislim pa, da te klasični pristopi k anketam na nacionalni ravni enostavno niso več dovolj, da bi lahko bili uporabljeni za neko resno napoved volilnega rezultata. Veš kaj, jaz mislim, da se tudi tle malo zadeve spreminjajo, vsaj po nekih informacijah je precejšen del volilcev že kar zacementiranih. Kar mene ne bi presenetili iz preprostega razloga, ker ljudje, ki so bili, zelo grdo bom rekel, nategnjeni leta 2022 z vrhunskim menedžerjem, absolutno iščejo tisto, mislim, da svojo slabo vest pokrijejo, iščejo, mogoče je pretežka beseda maščevanje, ampak so že danes odločeni, da grejo v tisto zgodbo stran od Goloba, ki jo Golob najmanj mara. Ali pa ki jo sploh ne mara. Zdaj bo vprašanje samo to, detaljnih odločitev v tisti manjši opciji. Potem imamo pa še, zdaj pazi, to je bil poln mandat, se pravi, mi imamo polno selekcijo neke nove generacije volilcev, ki so imeli takrat, bom rekel, 16 let, 17-18, zdaj so na 18 ali oziroma 15 let, ki pravzaprav kažejo neki trendi, da postajajo veliko bolj nacionalno zaverovani oziroma domoljubni, kot so bile to naše generacije ali pa neke generacije in pa resni volilci, ki se resno ukvarjajo z informacijami, seveda na svojih platformah. Ki jih znajo pridobivati in se tudi udeležijo potem. Tako da jaz imam res ta občutek, da recimo vse bolj zaradi prihoda teh mladih generacij ta ad persona antijanšizem popušča,
ki je bil znan predvsem, da si ga ti lahko prodajo starejšim generacijam, ne, in pa seveda tem, ki so odvisni od vsakokratne vlade. Ne. In teren mi govori, da je ravno zaradi te volilne prevare, ne, kjer se je predstavljalo vrhunskega menedžerja, prišlo do močnega antigolobizma. Ne. Antigolobizma, sej ljudje smo tako narejeni, ne, če smo prevarani, ne, bomo poskušali nekako, ne rabiš to biti agresiven, ampak greš na volišče pa obkrožiš nekaj drugega, kot si 22. Jaz se strinjam s tem, da recimo ljudje so bazično odločeni, ali so za ali proti, torej kar se tiče bloka. Da rečem tako, ljudje so se odločili, ali bodo meso ali ribo, zdaj je pa še dilema med Fiorentino pa čem drugim, recimo. Ne? In tako kot si rekel, tisti, ki so bili najmočneje razočarani, tisti imajo zelo jasno izbiro. Ja. Najbolj jasna izbira je SDS in trojček z Novo Slovenijo. Potem je vmes Logar in potem naprej ostali diapazon. Ne? Jaz mislim, da tisti, ki pa se še niso odločili, je pa velik del razočaranih z Golobom, ki pa sploh še ne vejo, ali bodo sploh šli na volitve ali ne. Torej, to je tisti nek zadnji bazen, pa ki mogoče še malo koleba, ki ne more iti prav čisto na drugo stran, oziroma je vprašanje, ali se ga bo prepričalo, da edina zanesljivost je, torej na drugi strani je ta, ali bodo poiskali še nekaj vmesnega. In zato je tudi nemogoče napovedati rezultat preroda. Ne, ker Absolutno. prerod na to skupino, tako, ki si jo določil, oziroma opisu, je pa najbližje tem, dajmo reči, ohranjanju hočemo biti levičarji, nočemo biti pa tako, golobisti. Ne? Ja, ampak tu Han tu ne more več nič povedati. Ne, Han lahko, bom rekel, poskusi obraniti, jaz mislim, da pridobiti ne more čisto nič, lahko samo poskusi ohraniti nekaj, da stranka sploh še preživi, tako. Pa ne vem, če mu bodo lahko res Kučani in drugi tle pomagali. Ampak je pa na tem soočeno precej krilu, sem videl. Vsi so se delali, vsi so probali z neko energijo pokazati, torej, dajmo reči, vsi so bili kardiovaskularno pripravljeni na tekmo, zmanjkalo je mogoče v kakšnem tehničnem detajlu. Ampak je pa en moment, ki krasno pokaže to percepcijo Matjaža Hana in bom rekel to poslanstvo SD-ja. Se spomnite, ko je iskal potrditev pri Golobu. Da ga bo še vzel. Ja. Mislim, to ne vem, jaz tako blesal ga, ne? Pravzaprav zgubljaš glasove, zato ker je javnost te prepoznala kot privesek. Imaš potencial najstarejše slovenske stranke na levem polu in ti iščeš potrditev od nekoga, ki je verjetno mentalno že na geniju spet. Pa ni mu je dal, ne, te potrditve. Ni mu je dal, ne zmore, ne, tako, ne. Veš, razočarana, torej žena pretepena, obnaša se kot pretepena žena, ki se stalno vrača k temu agresivcu. In oni se postavlja kot buli še naprej, ne? Ker tudi, ko je bilo vprašanje, Mesec je priznal, da je poziv k bojkotu za referendum bila napaka, on pa niti slučajno. Ker itak ne bi mogli premagati sovraštva, bla, bla, bla. Najboljši Han, ki govori o zunanji politiki. Tam pa zmaga. Tam pa zmaga. Jaz ne vem, kdo ga brifera. Fajonova, po mojem, tik pedno gre noter, bo pač povedal, smo mi vodilna velesila skoraj, vsi nam sledijo, naša mnenja, ideje in podobno. Potem pa dobiš informacije od kakega ambasadorja, kako gledajo na nas. Skratka, če sem te prav zbel prej, te besede, Urške Klakočar Zupančič, vrhunski menedžer, se zdaj malo vračajo kot bumerang, ne? Na nek način. Dobro, Miran pa Sebastian, najlepša hvala za današnje komentarje. Skratka, vidimo se prihodnji torek, ko nadaljujemo z komentiranjem politične situacije pa predvolilne kampanje. Do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.